V poplavi bolj ali manj posrečeno oblikovanih avtomobilov se je znašel tale novi Fiat. Nekakšen miks oblike enoprostornika, crossoverja in avtobusa. Do tukaj vse lepo in prav, nikakor pa mu ne oprostim imena. Ker se imenuje 500L, enostavno kvari imič malemu prikupnemu 500, ki bi moral biti en in edini. Tako pa je zdaj samo še eden od. Fiat tukaj absolutno preveč posnema mini. 500L smo sicer že imeli na testu in že takrat smo kritizirali absolutno prekratke sedeže, na katerih se nočete voziti daleč. Potem je grozna tale postavitev gumbov klimatske naprave, ki je tako nizko, da morate med vožnjo prav konkretno pogledati dol, če želite kaj nastaviti, je pa super, da so vsaj gumbi veliki. Motor že sam po sebi ni tih, pri tem pa vas pri točno 130 km/h lepo na hitrost opozarja nekaj tule notri, nekaj ropota. Slabša kakovost izdelave se pozna tudi na ročici menjalnika, podvozje pa je za moje pojme za vrsto avtomobila preveč trdo. Tukaj bi vse skupaj moralo biti naravnano na udobje in dobro počutje. No, k sreči pa zato skrbi kar nekaj cukrčkov. Tale 500L ima odlično ozvočene znamke Beats Audio, nad glavami potnikov pa je največje panoramsko okno med konkurenco, ki meri kar poldrugi kvadratni meter. Kabini da res dober občutek, sploh ker je že v osnovi zelo prostorna. Čeprav se tukaj moja glava že dotika stropa. Je pa nerodno, da je šipa spredaj tako daleč, če imate recimo kakšno svojo navigacijo ali telefon na njej. Ne boste enostavno dosegli. Da je prostoren se pozna tudi v 400-litrskem prtljažniku, če podrete tale sprednji sedež, pa lahko tukaj peljete tudi 2,4 metra dolg predmet. Še bolje, tale klop je pomična za kar 12 cm, tako da se lahko potnikom tukaj še dodatno prikupite. Šok pa sledijo pogleda na cenik, saj stane brez popusta 23 000 evrov, s popustom pa še vedno 20 500. Razlog, da je ta Fiat 500L tako drag, je poleg zelo bogate opreme seveda tudi dokaj zmogljiv 1,6-litrski dizelski motor. 77 kW oziroma 105 konjev ima in povprečno porabo pod 6 litrov. Bencinski pa bi bil skoraj 4000 cenejši.